V ponedeljek so v Slovenijo prispeli kitajski organizatorji potovanj in turistični agenti. Ti bodo 5 dni delovnega obiska namenili ogledu Slovenije in turističnih znamenitosti, ki jih ima Slovenija za ponuditi. Tukaj gre za kitajske turistične delavce, vodilne v tej industriji. Dejansko so prišli v Maribor spoznati turistične zmogljivosti Maribora, kajti oni so tisti, ki bodo potem prepričevali svoje ljudi, da pridejo v Maribor kot turisti. Zato je pomembno, da na njih naredimo dober vtis, da jim predstavijo Maribor, kaj se da v dobri luči in dejansko vse tiste kotičke Maribora, katere menimo, da so primerni za turista, predvsem z vzhoda, da jih obišče. Zato je ta 2 dneva za Maribor izjemno pomembna in jaz sem prepričan, da bodo naši predstavniki turizma naredili vse, kar njihove moči in res Maribor prikazali tako, kot je treba. Maribor je lani z regijo štel rekordno število turistov. Razlogov za to je več. Ena bolj prepoznavnih mariborskih zgodb pa je brez dvoma nogometna v Ligi prvakov. I think Maribor is a very young city and it's very beautiful and multicultural and I know some of Maribor many years ago because I'm a fan of soccer, football. I know Zahović, famous football player. Malo državo, kot je Slovenija, je s Kitajsko praktično v številkah nesmiselno primerjati. Kljub temu pa Slovenija premore nekaj čarov, ki bodo v prihodnje upoma privabili več kitajskih turistov. China is totally different with Slovenia. Yeah. We are very curious of Slovenia's culture, the food, the environment, the people, and for Chinese people, and some mysterious because many years ago here is Yugoslavia, and we have a good relationship with Yugoslavia. Kitajski organizatorji potovanj in turistični agenti prepoznavajo kitajska vlaganja na področju Slovenije, predvsem pa v Mariboru. Jaz mislim, da to kar del tega. Treba tudi razmišljati o tem, da pri samem razvoju mariborskega letališča, kjer se razmišlja o tem podaljšanju proge in direktni povezavi s Kitajsko, je pomembno to, da ko bo kitajski turist prišel v Maribor, da ne bo samo čakal na naslednji let po Evropi, ampak dejansko kakšen dan ali pa vse nekaj ur izkoristil v Mariboru in si pogledal nekaj znamenitosti in povedal, da bo šla dobra beseda naprej, da bo dejansko Maribor prišel na to seznam turističnih mest v Evropi in da ne bo samo eno iz mest v eni državi, katero prvi slišijo. Cilj je privabiti čim več turistov, tudi kitajskih, za 1, 2 ali 3 dni, bodisi če pridejo sem neposredno s tem namenom, bodisi če se tu ustavijo na poti po Evropi.